Pozdravljeni! Če smo iskreni v svoji veri, če iskreno živimo svoj odnos z Jezusom, potem Jezusovo življenje postane naše življenje. Z njim se združujemo v prejemanju zakramentov, posebej njegovega telesa in krvi v sveti Evharistiji, in z njim hodimo na poti do nebes. Cerkev nam v postnem času ponuja odlomke, ki nam pomagajo pri tem, da skupaj z njim gremo po tej poti, da stopimo na potovanje. Današnji odlomek evangeljske Božje besede nas postavi z Jezusom v puščavo. Skupaj z njim stopimo na pot preizkušnje, skušnjave in premagovanja v boju s hudim. Najpogosteje se človek v svojem življenju srečuje podobno kot Jezus s tremi skušnjavami. Na prvem mestu je pogosto napuh. Napuh v tem smislu, da želim svoje življenje voditi sam, da ne zaupam Bogu, da želim imeti stvari v svojih rokah, da želim svojo oblastjo storiti to, kar mislim, da je dobro storiti. Ne pustim prostora Bogu. Drugo pa je poželenje. Poželenje lahko telesno ali pa tudi poželenje oči. Ko hrepenim po stvareh, za katere pravzaprav nima možnosti, da bi jih imel, ali pa nisem pripravljen čakati, da bi lahko do stvari tudi prišel. Ko hodimo z Jezusom, se združujemo tudi z njegovim bojem s hudim duhom. On sam je tisti, ki je šel prvi po tej poti in tudi meni lahko pomaga, ker je ob meni skupaj z menoj, da tudi jaz po isti poti, na isti način premagam skušnjavo, da se oprem grehu, da vstopim v novo življenje, da pravzaprav vstopim dejansko na pot svetosti. Kateri so tisti pripomočki, ki mi lahko pri tem pomagajo? Cerkev nam že od starodavnih časov ponuja nekaj takih predlogov. Najprej odpoved raznim telesnim stvarem, ko se postimo, potem prizadevanje za dobra dela, za molitev, tudi zato, da berem Božjo besedo, da berem dobre knjige. Vse to mi lahko pomaga, da rastem v dobrem, da rastem v svojem odnosu z Jezusom. Vsak obrok in meso, ki se mu v postnem času odpovem, vsaka molitev, vsak trenutek, ko si vzamem čas za molitev, vsak prejeti zakrament sprave, vsak trenutek, ko sem pripravljen delati dobro, je lahko vaja. V odpovedi samemu sebi je vaja v tem, da nas združuje z Jezusom, ki je bil v puščavi. Hudi duh me prepričuje, da nisem sposoben premagati zla, da se nisem sposoben upreti skušnjavi, da nisem sposoben, da nimam dovolj moči, da bi živel dobro, sveto življenje. Daj mi tudi občutek sramu in nevrednosti. Jezus pa želi, da v sebi prebudim hrepenenje in zaupanje, da je on z menoj, da mi on lahko pomaga in da se skupaj z njim lahko uprem skušnjavi in jo premagam. Čaka me svojo bližino in me vabi, da se mu pridružim na poti.